pustili gozdove, šli v en kraj, malo smo šli pojesti. Vsi so mađarsko govorili, ne? Sami Mađari so bili, ja. Glavno, nek mađarski mesto sred Romunije, zelo zanimivo. Zelo zanimivo. Gremo pa zdaj naprej proti tistim gozdovom, pokaži Denis gozdove. A kaj bom pokazal gozdove? To je v bistvu ista veriga gozdov. No, samo na drug konc istih gozdov gremo v smeri Moldavije nazaj. Zdaj smo se postavili še na enih nivah, kmet je prav radodarno. A je to malo žleh, če povem, da rabutamo? Ne, pa se to sveže leži že v bran, sam ka ga imajo tok, da ga... Da kar leži, tako da nič ne grešimo v bistvu. Dobesedno cel dan smo se vozili, ura je pa že 7 zvečer, tako da imamo bolj malo cajta, da si postavimo vse to. Zdaj smo prišli klele do enega kraja, kjer se nam zdi, da bi bilo fajn prespati, naprimer jez, na umetno zaizeno jezero in to kar precej ogromen. Turistke, kakor mi. Turistki. Turistki. Jaki priši. Zgleda, da ni glih najbolj zaspakljalo okoli jezera, tako da kaže najbolj, če gremo po uni cesti, pa po nekam gor zavijemo v hripu. Se ne vem, zakaj ne bi smel fotkati. Jeza. A zato, da ga ne bi sfejkal, pa istega naredil? Ne, da ne bi ugotovil, kje so šibke točke, pa bi kaj naredil. Kakšno bombo nastavil. Kaj se sploh sekirajo, se smo že najdeli šibko točko. To je poplavo naredil, stari sin. Napovedanje je bilo, da bo najbrž deževalo ponoči, tako da smo šli malo bolj zihar varianto, da bomo taborili kle ob takih hiškah. So hiške? Ja, so, ja, take mehne lesene brunarce. Gremo nota, bomo kar zunaj, na balkončku, pa malo okrog ognjišča. Zdaj sami mi povej, no. Fajn, da se spet vse malo žulali, sicer ne toliko prejšnjo noč, ampak jutri smo šli na en fruštak in se nam v gostilni dol ponudili manj kot 4 evre za Tour de Lake in gremo zdaj z ladice se malo peljati. Tukaj ta pravi turisti, ful dober. Najgloblji točki je globok 97 metrov, dolg je 41 km, največje umetno jezero v Romuniji. Če ti to kaj pove. Se pa peljemo spet 6 ur imamo do Moldavije nazaj. Vmes se vstavimo pa še v Lasiju, ki je drugo največje mesto v Romuniji, oziroma kulturna prestolnica. Romunije. Je pa drugače ceste v Romuniji so me čisto presenetile. Jaz sem si to predstavljal, da je ful slabše, so pa iste kot v Sloveniji. Skaj pa ne furaš lepo? Ne bi rekel nikoli, da ima Romunija take stavbe. Včasih je bilo sodišče, ampak izgleda, kot da bi prišel na Dunaj. Dobri so te kontrasti, iz pragozda v tako fensijado. Šli smo čez mejo, jaz sem spal vmes in ko sem se zbudil, sem točno vedel, da smo v Moldaviji, ker imajo ceste čisto uničene. Noro. Gremo pogledati. Še ena stvar, ki je nujno treba povedati, na vsake par kilometrov imajo ob cesti tako speljan betonski mostiček, kamor zapelješ svoj avto gor, če ga je treba kaj popraviti. Taka zelo analogna zadeva, ki je ziher ni v Sloveniji. Glih toliko, če je treba kakšno cinšpulo zamenjati ali pa kakšno blajerco. Gremo po drugo največje moldavsko mesto. Balti. Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба, а обыкновенная судьба нелегкая, военная, любовь суровая, но верная, готовы мы. Vse skupaj izgleda, kot da je zapuščen, tako prazen je.
To isto v zadnji. Zgleda, da je zapuščen, počen šipe, pa vidiš, da obratuje na koncu. Nacionalna vaša? Slovenija. Slovenija. А Чехия? Da, Slovenija, Jugoslavija. Югославия. Дядя моряк, Dada Morjak. имел имел свинью. Svinjo je imel. Свинью. Da. Свинья используется как компас. Когда нету компаса. Pogrešeni ljudje v tem mestu. Stajanje. Ja, no, zvonili smo se vodili. Mislim, moraš biti še stišenec. Pica. Kaj pa boš pokazal že? Čez je pa že Pridnjeprska republika, ampak je v bistvu sploh ni. Pa vse mejo ima pa to. In tiste že čez reko tam je to ta država. Pa smo pa tleli v eno fajn hoteličko, veš. Koliko je to meni všeč? Glej, kako je to fajn. Fak, isto sliko sem imel jaz, kot otrok. Se dobro naspal, ne? Za razliko od peklenskega šotora je bilo tole majkica. Ne komplicirajo z dvema pimpama, ne? Skole, jaz si roke umiješ, te z zabanjo ne hočeš, absolutno. Peljemo se proti tistem glavnem mestu zdaj te republike in sem si zaželel kavo itak, ne. In smo šli kar nekje po Makadamu v en neznan kraj, kjer 100% še ni bilo Slovenca. Magazin. На перекрестке налево, и Налево. там будет такой домик, увидите, недалеко. Spasiba. Tukaj bi mogla biti, ne rekel leva. Magazin, kuda? Magazин? A, spasiba. Новый магазин, да? Da. Вот прямо туда и направо сразу знать. Я молдаванин. Slovenija. Mi smo iz С Slovenije. Румынии? Slovenija. Словения? Slovenija. О, давай, дружба. Все хорошо. Ampak so pa vsi prijazni, ful so veseli, ko smo se ustavili, pa smo malo se pogovarjali z njimi. Tak dober feeling je, tako ka pročutiš, da je pristno srečen človek. Ne najdemo zdaj te kave. Vem, vsak nekam pokažem, pa pridemo kje in ni. Ja, tam- in tam ta je To je zakrit. Ja. Kogarkoli smo vprašali, nas je drgom poslal in na koncu smo ugotovili, da v unemu kraju sploh nimajo trgovine. Ampak zanimivo je, da oni sami ne vejo, da jo nimajo, zato ker očitno sploh ne trgujejo z denarjem, ampak vse blagovna menjava. Zdaj tole zgleda, mislim, ne zgleda kot kar market, ampak verjetno, da je to market. Dobri den. Dobri dan. I luštan. Kaj si vzel? Eno novo pivo, pa tole vodko, da malo nazdravimo, veš, kaj to se spodob tukaj in je bilo evro pa pol oboje. In pol, kar gospa ni imela za nazaj, ker ni imela drobiža, mi je dala pa 2 bombona. Hudo. To je meja zdaj. Ja. Pridnjestrska kontrolna točka. Na kraj so nas dali. Хостел, терраска. Okay. Piše, da moramo pač prespati v Tiraspolu. 2 dni smo lahko noter, pač to je viza v bistvu. To je avtošola. To je bila avtošola. Hudo. Nismo čist prepričani, kjer denar bo zdaj vam prišel, tako da bomo probali. Ker ne vemo čist dobro, katero valuto imajo klede, da vidimo zdaj to čudo. Prišli smo zdaj v Tiraspol, glavno mesto, in smo šli zdaj v prvi hotel. Gremo zdaj pogledati, če je kakšna fajn sobica za nas. Zgleda zelo obetavno tole zudi. En del hotela še delajo sicer, no. Vsega bojo končali kmalu. Drugače pa to je pa recepcija tele. Tukaj so uradna dvigala in v bistvu tudi edina dvigala, ki nas peljejo gor. O, bolano. To. Čist je jako. Ja. Fajn so pomili okno včeraj. Ja. Vse ni važno. A bomo vzeli? Gremo še malo pogledati okolje, kako. Ja. Pa magari pridemo nazaj. Poštro, ni? Ja. A je brez polštrov? Tudi na sobo je brez. Vse ni važno. Dolg zjemnega hotela pa še ne. Pokaži, kako je tamle za pritiskati z alkoholcem. Zdaj, kako jim greš lep, dober. Kar v sred.
Kam je pa tam po zrak napeljan? Tako zmerijo, ko se po cesti voziš, pa to imajo vse v zuniji, pa gre pa kar tako v bok, pa čez cesto, pa spet naprej. Evo, to je plin, tako je napeljan. Tam pa gre pa not do bloka. Zdaj smo pa vzeli hotel, ki se imenuje Raša. Raša hotel. In pride zelo fancy zadeva. 25 oseba. On je bil pa za vse 4, je bil 25. Malo smo slabe volje, ker smo se kar odločili za ta fancy hotel in nismo ostali v tem prejšnjem, ker smo ga šli pogledati. Večji čar je imel z vso tisto plesnjo. Ful spedeno na posod so kipi Lenina, očitno so zelo zavedni sovjetske revolucije. Nikjer nobenih smeti, za razliko od Romunije, tudi tako. Posod so koši za smeti, ne? Posod, ja. Srednji. А не всем, да? Одну? Tiraspol je zelo znan po konjaku, Kvint. In zdaj smo prišli v njihovo trgovino in bomo probali enega. XO-ja. Je pri nas 80 evrov, kle pa 10 evrov. Ko smo hodili po ulici, nas je en malo nakregal, zakaj pijemo pivo in zakaj ne vodke ali konjaka. Kle predvsem mi alkohol in veliko pomembno. To se že vidi, ko hodiš ob 11 dopoldne, pa ti en prije takole. Moldavija je drugače po spitem alkoholu na drugem mestu na svetu, takoj po Belorusiji. Noro. In mi smo tukaj. Mi smo tukaj. In te punkle skozi prekladati iz avta, ven iz avta. Tukaj smo. Jaz to odložim. Fajn kartice dobil. Tam ne bi bilo kartice. Ja, definitivno ne. Kakor veste, midva imava rada te kontraste. Tako da je to današnji dan en tipičen primer tega. Tako da gledajte to fajn, lepo pole, pa porisla. Pokaž. Kar malo lepš, kakor on roza dekorir na prejšnjem hotelu. Deni. In luč, tam fontano lahko gledava, lej. Drugač pa en čist off topic je treba povedati, ker malo smo se pohecali, sem to se pa že prav norca delal z nas. Pol litra vodke stane 17 njihovih enot je 1 evro, se pravi 90 centov, 80 centov. Tam nekje. Pol evra je pa 3 deci. Pa kako ćeš biti sploh trezen v taki republiki, no? Ni tako, da imaš zdaj samo eno. To imaš prav degustiranje imaš lahko. Ja, lušte, lahko ful probava, eno uno. V bistvu je pomarančen sok dražji od vodke. Rošem vodka. Taksi. Prej, ko smo mi hodili, koliko, dobre pol ure, smo zdaj prepeljali za 1 evro. Kaj ti tole spusti v glavo? To je proti komarjam, To je veš. žurka, sploh ni treba, da gremo kamorkoli drugam. Ja, še poštoček sem dobil, veš, tole si zelo. Fant je kar odvezan. Salvi nas snema, prišli smo. Največjo državo v Evropi. Ukrajina. Andrej Ševčenko, Andrej Aršavin. V bistvu namo nič kaj preveč videli te države. Tukaj gremo samo v Odeso, ki je v bistvu 100 km za mejo. Tukaj bomo eno noč prespali, tako da malo vidimo. Morda so že stari Grki tukaj bili naseljeni v 6. stoletju pred našim štetjem. Četrto največje mesto carske Rusije. Za Moskvo, Sankt Petersburgom pa Varšavo. Tretja država, četrta valuta. Čisto smo že zmedeni s temi valutami. Tako me, da je dan ko vremenarka, veš, da kaj. Črno morje, prvič sem ga ogledal, ful je ta evropski vibe, ful je tak folk je v zunji, folk je na kavah, tako čist kontra v bistvu od Moldavije, pa vidi se, da je ogromen mest. Ful je tako kulturno središče, a ne, če me na odpihnali. Anže, prid boš povedal. Ne mirno, ful je turistov. А еще у вас тоже. Kaj se dogaja? Ben mu nič nočeva. A ja, drugač pa ni to mit o Ukrajinkah, ampak ga z veseljem potrdim. A je res? Je res. Jaz se kar vrtim, okoli svoje vsi. Pofruštkali smo. Cel center mesta je brez elektrike. Ja, v pristanišču nekaj delajo in pa sami sklopijo elektriko, same agregate vam dajo. In posod ropota cela ulica. Posod ropota. 20 minut se voziš ven iz mesta, pa je vse razsul, ceste obupne, tukaj pa vse zrihta, nek nivo. Nek nivo, ne? Nek nivo, ja. Konec dober, vse dobro. Vse dobro, to je preživeli. Vse se lepo iztekli, pili smo še ene par spominkov za domov. Naprimer, ene par litrov konjaka, ne? To so te spominki, te magnetki. Ne, to ne smem gledati, sem bil skozi pijani. Ampak... Tako smo bili prbiti kot krave. No povej, kaj se bo najbolj? Drugač pa,
Mislim, da nam je kar jasno, zakaj je Moldavija tako neobiskana, ker dejansko ni toliko teh znamenitosti, ni toliko teh Turističnih točk, lahko se imaš pa zelo dobro. Mi smo se imeli full dobro, full malo smo spali, res 9 od 10 dni smo bili v bistvu neprespani, pa še v edini dan, ki naj bi dol spali, je bil v gozdu, ker smo bili isto čez uničeni. Avto smo imeli 6 dni, prevozili smo okoli 1400 km. Ja, da je malo drugačen kader, kar tako pa malo bolj notu jem, pa malo tako, veš, malo skačala. A ja, rad bi še kaj povedal v Moldaviji. Kaj smo sploh govorili za en jezik? To je nek miks ruskega z romunskim jezikom, a ni? Drugače moldavščina je na robu izumrtja, to je zanimiv podatek, ne? Po mojem nas je še bolj presenetila Pridnestrska republika, zato ker je največja razlika od evropskega standarda, po mojem. Pa ljudje so neverjetno prijazni, res koliko smo stavili, kaj vprašali, se je ful hotel pogovarjati z nami. Jaz imam polno denarnico valut, ker nimam pojma, kje so. Sploh ne veš več, koliko je kaj vreden. Že videl sem to vajal po predalih zdaj 10 let. Mislim pa, da imamo GoOpti 5 minut nazaj. Zamujamo.